Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli na 5. reliju slovenskega državnega prvenstva, 19. reli Poreč. Devetnajsti reli Poreč, peta preizkušnja slovenskega državnega prvenstva in s tem predzadnja dirka letošnje sezone je edina dirka izven Slovenije za državno prvenstvo v reliju. Reli Poreč, ki je na sporedu tradicionalno v novembrskem terminu, je bil tokrat prestavljen v pozno septembrski termin zaradi odpadlega relija Kroacija, ki je bil prvotno umeščen v koledar slovenskega državnega prvenstva. Tekmovalni del se je za posadke začel v petek dopoldan, ko so imeli na sporedu tako imenovani shakedown oziroma uradni test pred dirko. Pravi tekmovalni del pa se je začel v petek popoldan, ko je tekmovalce najprej pričakala hitrostna preizkušnja TAR, ki je potekala krožno in kot vidimo so nekatere posadke na ta račun že naletele na težave. Drugi dve hitrostni preizkušnji petkovega dela sta bili sicer krajši, vendar na ta račun nič manj zahtevna, super speciala po parkirišču v centru Poreča. V soboto je tekmovalce pričakalo še 9 hitrostnih preizkušenj, 5 jih je bilo na sporedu v jutranjem oziroma dopoldanskem delu, še 4 hitrostne preizkušnje pa so ostale za popoldanski del. Po 12 odpeljanih hitrostnih preizkušnjah je skupna dolžina relija znašala 95 tekmovalnih kilometrov. V diviziji 3 sta kot prva na težave naletela Mišel Zupančič in Damjan Andrejka v BMW-ju M3, ko sta zjutraj za izletom iz ceste zaključila z relijem Poreč. Z izletom sta prav tako zaključila Miha Mušič in Črtomir Bergan, težave s prebitimi pneumatikami pa sta imela Aleš Zrinski in Rok Vidmar, tako da je vodstvo pripadalo posadki Danijele Trani, Ivan Pavlović v Renaultu Clio. V diviziji 1 je brez težav prepričljivo vodila posadka Martin Štucin, Gregor Mavor v Škodi Feliciji Kitkar. Vodilna v točkovanju divizije 2, Aleks Humar in Jaka Cevc, sta pred drugo hitrostno preizkušnjo naletela na tehnične težave in sanj o zmagi na reliju Poreču je bilo za njiju konec. Na tehnične težave sta na tretji hitrostni preizkušnji naletela tudi Marko Grossi in David Kavčič v Citroenu C2 R2. V diviziji 2 pa smo spremljali srdit boj za drugo stopničko med Jernejem Fakinom, Denisom Revletom in Urošem Papežem, medtem ko je vodilna posadka Tim Novak Uroša Cvirk v Oplovem Adamu R2 bežala in si utrjevala prednost iz hitrostne preizkušnje v hitrostno preizkušnjo. Po polovici dirke je bila v vodstvu slovenskega državnega prvenstva posadka Rok Turk Blanka Kacin v Peugeotu 208 R5. Druga sta bila Klaudijo Dečeko in Žanka Pejs v Hyundaiu i20 R5, tretja pa Tim Novak in Uroša Cvirk v Oplovem Adamu R2. Po uvodnih hitrostnih preizkušnjah je bila na vrhu skupne uvrstitve sicer posadka Rok Turk Blanka Kacin, ampak že do polovice dirke je vodstvo prevzela madžarska posadka Andraš Hadik Kristjan Kertes v Fordovi Fiesti R5. Končno tretje mesto v uvrstitvi hrvaškega državnega prvenstva je na reliju Poreč osvojila posadka Matejo Butorac Marijo Stiperski v Citroenu C2 R2. Drugo mesto sta zasedla madžarska posadka, ki tekmuje za hrvaško državno prvenstvo, Janoš Silađi Aleksandra Varadi v Mitsubishiju Lancerju 9. evolucije, zmago pa sta domov odpeljala Viljan Prodan in Zoran Roštegorac v Škodi Fabiji R5. Viljan Prodan, vidim, da ste zelo zadovoljni ob koncu dirke. Kako sami ocenjujete to dirko in pa zmago v hrvaškem prvenstvu? Dug dan je iza nas, včeraj, danas. Moram reći da smo jako zadovoljni. Nakon 5 mjeseci smo u trkaćem autu. Odličan tempo, odlične vožnje. Vidjeli smo prije zadnjeg kruga da ne možemo stići Turka Hadiga. Uzeli smo svoj ritam da zadržimo treće mjesto i nadam se da će biti dosta zadovoljni. Ja. Super, hvala in vso srečo v nadaljevanju sezone. Hvala vama. V
V končni uvrstitvi Jugo pokala so na reliju Poreč cilj videle 3 posadke. Tretje sta bila Mitja Potrata in Blaž Benčina. Drugo mesto je po srditem boju pripadlo posadki Jure Kovač Boštjanu Ljančič, ki je morala premoč za vsega skupaj 2,4 sekunde priznati posadki Tine Koren in Tjaša Medvešek, ki sta si zmago v Jugo pokalu zagotovila prav na zadnji hitrostni preizkušnji. Tine, čestitke, zmaga v Jugo pokalu, kako ste zadovoljni? Presrečni, kar je kazalo, presrečni. En kup ljudi se treba zahvaliti, odlični mehaniki, imeli smo probleme, smo prebili gumo. Na tem reli res ni bilo da nič. Od interfona kabel se pretrhal, smo v boksih pocinili nekako kop. Vozili smo na enih slabih Hankook, že znucenih, prvoj deli relija in res sva zahvala Martinu Škicinu, ki nam je sponzorsko častil 2 Mišelinki. Zmaga je zaradi njega dejansko, ker res kapo dol Martine, no. Res, hvala mu. Danes smo pa presrečni, kaj ta za res borba, da se dajemo, tako so zdaj takmi vozniki, ki imajo dosti izkušeni, mi dejansko prvo leto vozimo celo sezono in res, to je nekaj neverjetnega. Odlično, res. Čestitke še enkrat in se vidimo v Idriji, ne? Ja, res je, ja. Hvala lepa. Hvala. V točkovanju Jugo pokala se bo v naslovu odločalo med Tinetom Korenom z 98,5 točkami in Juretom Kovačem z 89,5 točkami. Tretji je Luka Brus z 72. V diviziji 3 slovenskega državnega prvenstva sta tretje mesto domov odpeljala posadka Simon Mlinar, Erik Bizjak v Renaultu Clio RS. Po vseh težavah, ki smo jih že omenili v začetku, sta bila druga Aleš Zrinski in Rok Vidmar v BMW-ju M3, zmaga v diviziji 3 pa sta slavila Daniele Trani in Ivan Pavlović v Renaultu Clio. Daniele, zmaga v diviziji 3. Kako ste vi zadovoljni s celotnim vikendom in pa predvsem z izplenom te dirke? Jaz sem super zadovoljen, nisem pričakoval teh ciljev. Meni je važno, da avto dela, se pa tako posložilo vse, da smo prišli do zmage, no končno. V redu, hvala in vso srečo v nadaljevanju sezone. Hvala. V diviziji 3 je prvak Aleš Zrinski s 133,5 točkami, boj pa je za drugo mesto med Martinom Mlinarjem, Miho Mušičem, Danielejem Tranjem in Simonom Mlinarjem, ki so vsi v 15 točkah. Peto mesto v diviziji 1 je po dobrih in konstantnih vožnjah zasedla posadka Tine Koren, Tjaša Medvešek v Zastavi Jugu. Četrta sta bila za vsega skupaj 3 sekunde Jurej Rep in Boštjan Vidmar v Volkswagenovem Polu, ki sta morala premoč prav na zadnji hitrostni preizkušnji v boju za tretje mesto priznati posadki Bojan Velkavrh, Nina Velkavrh Gorenc prav tako v Volkswagenovem Polu. Drugo mesto sta zasedla Mitja Bratina in Jordan Čuk v Citroenovem AX-u, zmago v diviziji 1 in s tem tudi naslov pa je slavila posadka Martin Štucin, Gregor Mavor v Škodi Feliciji Kitkar. Zdaj 3 brzinice hkrati, smo šli s vsemi 4 trdami ven, ene 4 bojete, ne vem sploh, ko sem rešil. Sama sreča, da tako itak pa da bi strah, ne. Potem smo dali zad mehke, najstke, pa tako pa tračnice, sam itak zabil že malo ono, ne zaupaj nas vase. No, man, to smo, to je to. Ok, ajde. Čau. V diviziji 1 je naslov potrdila posadka Martin Štucin, Gregor Maver. Bolj napeto pa je v boju za drugo mesto, kjer ima Bojan Velkavrh 62 točk, Alen Lapet 57, Jurej Rep pa 55 točk. V diviziji 2 je peto mesto zasedla posadka Simon Rončel, Klemen Rončel v Peugeotu 208 R2. Četrto mesto je po srditem boju do zadnje hitrostne preizkušnje zasedla posadka Uroš Papež, Jure Podpečan v Citroen C2. Tretje mesto sta slavila Jernej Fakin in Gregor Fakin v Peugeotu 208. Drugo mesto si je prav na zadnji hitrostni preizkušnji privozila posadka Denis Mrevle, Rok Gomizel prav tako v Peugeotu. Zmago drugo zaporedno v letošnji sezoni pa je v diviziji 2 slavila posadka Tim Novak, Uroš Ocvirk v Oplovem Adamu R2. Ja, z dirko sem zelo zadovoljen. Imela sva zelo dober tempo, sploh danes dopoldan smo res imeli dobre čase. Zdaj na koncu je bilo zelo zahtevno, ogromen kamna, peska, veliko se je sekal, tako da sva mogla v bistvu malo paziti na avto, paziti na gume. Tudi zdaj zadnji krog sva šla pač kompleten kit, luči, dve rezervi, tako da popolna varnost. Jaz sem super zadovoljen, no. Sezona pa ja, še ena dirka, tako da štartamo na naslov.
hvala in vso srečo v boju za naslov prvaka. Ja, hvala lepa. V diviziji 2 vodi Tim Novak s 113,5 točkami, drugi Alex Humar s 101 točko, tretji Denis Prevle z 78, četrti pa Jernej Fakin s 75,5 točke. Tretje mesto je v končni uvrstitvi dirke zasedla hrvaška posadka William Prodan, Zoran Raštegorac v Škodi Fabiji R5. Drugo mesto sta domov odpeljala slovenska posadka Rok Turk, Blanka Kacin v Peugeotu 208 razreda R5, zmago pa je iz Poreča odpeljala mađarska posadka Andraš Hadik, Kristjan Kertes v Fordu Fiesti R5. Končno peto mesto v razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva je na reliju Poreč zasedla posadka Jernej Fakin, Gregor Fakin v Peugeotu 208 razreda R2. V enakem avtomobilu sta bila četrta Denis Prevle in Rok Gomizel. Na najnižjo stopničko v končni uvrstitvi sta se uvrstila Tim Novak in Uroš Ocvirk v Oplovem Adamu R2. Drugo mesto je slavila italijanska posadka, ki vozi za slovensko prvenstvo, Claudio De Cecco, Jean Campais v Hyundaiu i20 razreda R5 in s tem ostaja v igri za naslov prvaka tudi na zadnji dirki v Idriji. Zmago na reliju Poreč je po smoli v Novi Gorici osvojila posadka Rok Turk, Blanka Kacin v Peugeotu 208 R5. Bravo, 43. Rok Turk, četrta zmaga v državnem prvenstvu v letošnji sezoni in najverjetneje drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke. Kako ste zadovoljni z vožnjo in pa z izplenom te dirke? Ja, super smo zadovoljni, no. Moram reči, da smo super upravili posel, pritiskala so do zadnje hitrostne, nek, bom rekel, svoj ritem. Zjutraj so še probala, če bi se dalo obdržati vodilno pozicijo, ampak so hitro vedela, da bi bil riziko za zmago tukaj preveč, glede na to, da je igri državno prvenstvo. Sta bo vseeno pritiskala kar močno, ker so si vseeno želela končno ostati tudi generalno na stopničkah. Jasno, za zmago po dan se bi mogla preveč riskirati in je bila tista izkušnja iz Nove Gorice preveč prisotna, tako da smo pobrali točke in moram reči, da smo super zadovoljni. Super, hvala in vso srečo v Idriji. Hvala. V točkovanju skupne uvrstitve vodi Rok Turk s 127 točkami, drugi je Claudio De Cecco s 109,5 točkami in s tem tudi še edini teoretično v igri za naslov prvaka, tretji pa Tim Novak s 69,5 točkami. Ob veselju na ciljni rampi relija Poreč vas mi že vabimo na reli v Idriji, zadnjo preizkušnjo slovenskega državnega prvenstva, ki bo na sporedu med 27. in 28. oktobrom. Vsi vabljeni k ogledu dirke in pa reportažam na Šport TV. Hvala in lep pozdrav!